Primer družinske hiše v Kostanjevici na Krki je posebno zanimiv. Družina se je v času načrtovanja gradnje povečala za 2 novi članici naenkrat. Širila se je tudi poslovna dejavnost in s tem so rasle potrebe po čedalje večji bivalni površini. Ker pa prostorski akti večje hiše niso dovoljevali, so se morali znajti drugače. Danes smo se pripeljali v čudovit kraj v Dolenjske Benetke, kakor ljubkovalno pravijo Kostanjevici na Krki. Tukaj, čisto v bližini najmanjšega mesta na otoku, si bomo ogledali 2 na videz enaki hiši, ki pa sta v lasti ene družine. Zakaj 2, bomo preverili vsak hip. Alenka in Marjan, dajte mi vidva razložiti zgodbo, kako iz želje po eni veliki hiši, v kateri bojo poslovni prostori in hkrati družinski del, stanovanjski del, prideš do 2 manjših. Ja, odločitev in razmišljanje o gradnji nove stanovanjske in poslovne stavbe se je začelo z rojstvom najinih hčerkic, dvojčic, in tam je nastala počasi stiska v stanovanjskem delu, potem prej smo imeli hišo, bi rekel, prek ceste in na vrhu je bil stanovanjski del, od spodaj je bil pa poslovni, in pa Alenka je počasi začela tudi širiti svojo dejavnost in potem je ta stiska bila, bi rekel, čezdalje večja in smo se odločili za gradnjo nove hiše. No, ampak zaradi tega prostorskega plana v Kostanjevici na Krki nismo mogli zgraditi ene večje, ampak smo mogli narediti potem 2 manjši in na eni je, bom rekel, ta poslovni del, od drugi je pa stanovanjski. In to je na koncu boljše ali ne? Je to v redu? Je to zato, da lahko človek kar v copatih gre v službo? To je lahko plus, lahko je pa tudi minus. Je pa to ena od variant, ja, zagotovo. Pa tudi lepše izgleda, če sta pač 2 objekta, manjša. Lahko smo jih lepše opremili, lahko je tudi vizualno drugače. Predvsem je bil pa pogoj prostorski plan, ki je pač to zahteval. Špela Puc, vi ste dobili naročilo za 2 tako rekoč identični hiši. Kako pogosta so taka naročila? Niso zelo pogosta. Mislim, velikokrat pride najprej naročilo za poslovne, pa potem za stanovanjsko. Tukaj sem imela pa srečo in sem dobila za poslovno stanovanjsko hišo, ki se je pa zaradi prostorskega akta ni dal narediti. Je bilo treba potem 2. Upam, da nista čisto identični, ker poslovna ima drugo funkcijo in ima drugo obliko, bolj stroga. To je pa stanovanjska, ki ima pa svoje zakonitosti. Tukaj je varovano območje kulturne dediščine. Kakšne omejitve ste imeli pri gradnji? Prostorski akt zaradi tega določa zelo omejene gabarite, se pravi tlorisne in višinske in tudi obliko strehe, kar je bilo treba ubogati in kar je prav. Ravno zaradi tega smo se odločili za veluks okna pri poslovni, ker namesto frčat, ki bi kvarila samo obliko strehe, smo dobili lepo formo, ki ne izstopa tukaj iz okolja, obenem pa dobili še več svetlobe v prostor. In potem smo to jasno idejo ponovili samo v enojni izvedbi teh oken, pa še na stanovanjski hiši, in smo s tem dobili zelo lepe poglede ven, ki jih sicer samo s strešnimi okni ne bi mogli. Dajva se posvetiti tej, torej družinski hiši. Kako ste tukaj oblikovali prostore? Mislim, da zelo klasično za družinsko hišo. Spodaj bivalni prostori, velik utility in shramba, garaža. Dnevna soba je povezana z vrtom, zato je dobila to prelepo letno kuhno od zunaj, ki se veliko uporablja in jo dejansko poveča, čeprav po sami površini ni velika. Od zgoraj smo dobili 3 sobe za otroke. Jakob, starejši sin, je pa dobil malo premajhno sobo in sem zato prišla na idejo, da bi škarje med špirovci dvignili čist pod sleme, strop odprli, tako da je dobil še posteljo na višini. In potem sta jasno še dvojčici dobili identično sobo, ki je pa jasno veliko večja, in je nastal cel majhen apartma z zgornjo galerijo. Drugače imajo pa starši svojo spalnico, ne veliko, ampak uporabno povezano z garderobo in svojo kopalnico, tako da so malo ločeni. Ena izmed želja je bil tudi stik z okolico. Vidim veliko odprtin, kar vabijo te, da stopiš ven. Očitno ste družina, ki rada gre ven, ki veliko časa preživi tudi zunaj, na prostem. Ena od zahtev, recimo, je bila malenkostna tudi ta, da nimamo oken,
ampak da so povsod vrata, v bistvu okna vrata, kar pomeni, da segajo vse do tal, da greš lahko iz vsakega prostora kjerkoli v naravo. Alenka, in zdaj so v tej poslovni hiši. Kako ste v njej stvari načrtovali in kako ste dosegli prijetno počutje? Ja, prejšnji prostori so bili veliko premajhni in je bila potreba po več delovnih mest. Nekako sem želela imeti pisarne v odprtih prostorih, se pravi brez pregrad, brez določenih majhnih pisarn. Najboljša varianta v tej naši stavbi pa so mansardni prostori, kjer smo dobili ogromno svetlobe in pa prijetno delovno okolje z velox okni. Najboljše je takrat, kadar dežuje, kadar sneži, moraš delati, ker je pač potreba po delu, hkrati pa misliš, da si zunaj in imaš lepo zimsko idilo ali pa deževen dan. No, to sta pa Nuša pa Neža, enojajčni dvojčici. Tole je vajna soba. Kje se vedno v tej sobi najbolj počutite? V igralnici. Kako enoglasno je bilo to. A to je tamle gor? Ja. Vedno igrate vsak en inštrument, kaj? Jaz igram klarinet. Jaz igram rok. Rok? Ja. To pomeni, da imate vi blizu kakšno plehmusko, če igrate take inštrumente, ja? Ja, godbo imamo. A si vse delite? Ja, večina stvari. A boste kdaj imeli vsaka svojo sobo? Mogoče. Najbrž ne. Gregor, v te svetle prostore sva se prišla pogovarjati o spanju. Zakaj ravno o spanju? Spanje je ključno za naš um in telo. In pa slabost, se pravi nekvalitetno spanje, zelo negativno vpliva na naše zdravstveno stanje. Zdaj, pri spanju je pomembno to, da tekom dneva preživimo čim več časa pod dnevno svetlobo, se pravi več dnevne svetlobe skozi dan, boljši spanec po noči. Kako se nam pa pozna, če je spanja premalo? Zaradi motenj spanja pada koncentracija, pojavlja se večja utrujenost, sama produktivnost pada. Po drugi strani pa kvaliteten spanec pozitivno vpliva na naše počutje, tudi na fizično stanje in pa samo zdravje. Kvaliteten spanec pa si zagotovimo tako, da smo čez dan čim več v stiku z naravno svetlobo in da imamo po noči čim več teme, ne? To je pravilno, ampak žal preveč časa, se pravi do 90% časa, preživimo v zaprtih prostorih. Pri tem je zelo pomembno, da prostore kvalitetno osvetlimo z naravno svetlobo. Kakšna so priporočila pri novih objektih, pri gradnji, koliko naravne svetlobe moramo imeti v prostoru? V Sloveniji imamo smernice, se pravi minimalne tehnične zahteve po osvetlitvi prostora in to je 20% tlorisne površine obdelovalnih okenskih odprtin. Ta kriterij pa ni najbolj pravilen, ker dejansko ne dobimo pravega podatka, koliko svetlobe dejansko je v prostoru. Dejansko tukaj ni upoštevano sama pozicija oken, ni upoštevana neka ovira, ki je lahko pred hišo, lokacija same hiše in pa tudi prepustnost samih stekel, se pravi glede same svetlobe. Torej, več okenskih površin ne pomeni nujno tudi več naravne svetlobe v prostoru? Res je, prav z tega razloga je bil letos sprejet evropski standard glede osvetlitve samih prostorov, ki svetlobo dejansko nam zdaj prikaže v številkah. Uporablja se količnik dnevne svetlobe, ki bo dejansko točno določil, koliko svetlobe bo v samih prostorih. Ob tem spodbuja arhitekte in projektante k zadostni osvetlitvi prostorov, da dejansko prostori postanejo tudi uporabniku prijazni. Vseevropska študija, ki je vključevala 114 šol iz 23 držav, je pokazala, da večja količina dnevne svetlobe v učilnicah izboljša rezultate preizkusov pri matematiki in logiki do 15%. Poleg minimalnih priporočil za naravno osvetlitev prostora pa podajo še naslednja priporočila: kakovost razgleda navzven, neposredno osončenost prostorov in pa zaščito pred bleščanjem. Zdaj, to se sliši malo bolj učeno, nam lahko to bolj enostavno razložite? Ja, lahko si pogledate prav ta primer, ne? Se pravi, prostor nudi pogled ven, vizualni stik z okolico, pogled na naravo, kar je bistvo. Čisto drugače bi bilo, če tega spodnjega okna ne bi bilo. Če si predstavljamo, če bi bilo grajeno samo strešno okno, bi bil pogled na nebo, razgleda ven pa ne. In to se dogaja pri arhitekturi, kjer so kolenčni zidovi previsoki, se pravi nad 1,5 metra. In v tem primeru strešno okno sicer vgradimo za dovajanje svetlobe v prostor, je pa previsoko vgrajeno in nam ne nudi pogleda ven. Za optimalno vgraditev strešnega okna svetujemo kolenčni zid, ki ne presega 1 meter višine,
ob nekje povprečnem naklonu strehe 40 stopinj. Če je naklon, se pravi, če je kolenčni zid višji, je potrebno vgraditi tako kombinacijo, kot je tukaj vidno, se pravi strešno vertikalno. Povejte mi še, Marjan, kakšna travma pa je za vinogradnika, kot ste vi, da nima svoje kleti? Ja, to je bilo tudi zanimivo. Ja. Vsak si želi imeti pri hiši tudi neko podkleten del, sploh če se ukvarja z vinogradništvom pa z vinom. Žal tukaj to ni bilo mogoče zaradi teh poplavnih območij, pa mogoče potalnic in tako dalje. In smo se pa, bi rekel, neki kompromis, kar se vsega tega tiče, smo naredili pa bi rekel, tak kotek za nas. Eno vinski del, eno omaro in imamo noter, bi rekel, ta naša vina.